Dober večer in lepo pozdravljeni na še enem od večerov Povej mi, kaj bereš, povedati to vsi, na katerih se z zanimivimi ljudmi srečujemo ob zanimivih knjigah po njihovem izboru. In veliko veselje in čast mi je, da je nocoj ob meni Andreja Kalc, prevajalka, tudi lektorica, rusistka, slovenistka in še sveža, tako rekoč, dobitnica nagrade Radojke Vrančič, ki se na Slovenskem knjižnem sejmu podeljuje v čast najboljšim mladim prevajalcem. Andreja, lepo pozdravljena. To je simpatičen lapsus, ostala sem tvoja sestra. Tako mi je moja sestra in Andreja, ki ni podobno topla čustva, tako da sem te zdaj posestrila. Nezavedno ve. Prav lepo toplo pozdravljeni, v tem že skoraj da prazničnem času, zunaj še vse okrašeno, druge kulture praznujejo danes in upam, da bo lep večer in da ne boste razočarani na koncu. Počutim se malček kot na izpitu in že razmišljam, če boste ugotovili, če sem kaj pozabila, česa ne prebrala, mogoče in tako dalje. Tega te tako odrevišim, kajti te najprej postavim prvo vlogo dobitnice nagrade Radojke Vrančič. Dobila si za izjemen prevod Marine Cvetajeve, njenih pesnitev in tudi proze. In me zanima mogoče najprej, kaj ti pomeni ta nagrada, ker sem že brala v intervjujih, da te veliko pomeni, tako da si bom drznila začeti s tem klišejskim vprašanjem. In tudi kako sta se srečali z Marino Cvetajevo, o tem bo sicer več tokom večera. Verjetno klišejskih vprašanj ni, čeprav se morda za začetek zdijo. Ne vem, tale nagrada je prišla precej nepričakovano. Zadovoljna sem, ker so me zdaj še vedno mi pravijo mladi prevajalec, kljub ne več tako rosnim letom. To je tudi nezanemarljiva stvar. Hrati ti dajo tako plaketo, da je še vse pred teboj, da te vse še čaka, da ni ničesar konec, kot se včasih zdi. Seveda ta nagrada pomeni ogromno, predvsem zato, ker sem sama zelo, zelo previdno stopala po prevajalski poti. Naj priznam, zaradi zelo slabe kritike pred kar nekaj leti že, bila je to antologija, ampak danes se s to kritiko seveda popolnoma strinjam, ker so bili prevodi izrazito slabi in tako dalje, ampak tu smo, nagrada je prišla verjetno predvsem zaradi neizmerne spodbude človeka, ki mi je vrsto let, lahko rečem že desetletji skrajno blizu, to je Gašper Malej, urednik knjige, glavno srce založbe, da ne rečem glava, KUD AC Zrakogled. To je koprska neodvisna založba, ki še ali pa tudi ne resneje stopa na naše polje. Tako da, tu smo. Zaradi nagrade smo tu vprašanje, če bi bili sicer, ker ne maram najbolj, kot taka prava introvertiranka, se ne počutim najbolje v takih krogih. In ko sem vstopila sem se tako v takih množičnih prireditvah stadionskih, kot je tale, recimo. Publika je se, mislim, da je številčnost zelo, zelo osebitli. Dober pripisati sicer in omeju samega dogodka. Andreja, ki si ravno omenila tako kritiko kot podporo, bi te vprašala še o vlogi obeh. Mogoče, če začneva s to kritiko, ki kot praviš pred leti ni bila prijazna, ampak o vlogi prevodne kritike v Sloveniji, ali jo imamo dovolj, kakšna bi morala biti, kakšna je tudi bilo prelitega že kar nekaj črnila. Kaj si ti misliš o tem? Je verjetnost odgovora vedno dva. Eden je čustven, ko se znajdeš kadarkoli pod temi rezili, ker dostikrat to rezila so, to je mogoče tudi omika naše kulture, da je naša kultura kultura napake. Res je tako, priznajmo, kot lektorica to dobro vem. In se sprašujem, zakaj tako je. Zgodovina našega knjižnega jezika je taka. Napako namreč zelo visoko vrednotimo. Tu je problem. Misliš slovenska kultura? Slovenska kultura, tako. Kar je verjetno dobro, ker to pomeni po drugi strani enormno množico sil in prizadevanja, da se izboljšujemo, da pazimo,
ne, da nas to res spodbuja. Vse je vedno tako. Prvi odziv je težek, potem se to nekako zbereš in greš dalje in prerešetaš to. Ne. Eno pesem od Borisa Pasternaka sem zbrala, ki bi vam jo rada prebrala danes v ruščini. Upam, da ni Rusov, Rusisti bodo prenesli rusko slovenščino. Rusi bodo pa sploh srečni, da? S prizanesljivostjo. Andrej, ne bom ti pustila, da potoneš v tej kulturi napake, ki si jo sama tudi še malo dodatno zanimivo je, ko se dobro zavedaš. Ampak ta kultura napake se mi zdi lahko posebej koga, ki je občutljiv, če pride ob napačnem času, tudi povozi, pokoplje. Tako da se mi zdi ključno, da zdaj rečeva nekaj še o tej drugi plati, ki je nujna in ki mogoče v našem prostoru je premalo. Rekla si, da tvojega dela ne bi bilo tudi brez opore, podpore Gašperja Maleja. Tako da, kako pa se podpirati med seboj v teh rahlih kulturnih sferah, kjer se prevečkrat, se mi zdi, drugega oprekujemo, kritiziramo, posebej v intelektualnih krogih, je tako rekoč nespodobno, da bi človek koga občudoval ali pohvalil, kakšna sentimentalnost. In se mi zdi, da je premalokrat damo pomen temu, kako pomembno bi bilo, da se podpiramo v tem, kar ustvarjamo in kar počnemo. Ja, verjetno je odgovor takoj že v samem vprašanju, ne skrit. Absolutno je to pomembno. Absolutno. Predvsem je pomembno, da se obkroža z ljudmi, ki ti znajo pokazati, da nikoli ni konec sveta. Da vedno naprej še nekaj je, da se nihče ne rodi redki, se rodijo popolni in genialni in da se da pri tem ogromno narediti. Tudi pri učenju jezika. Sama pravim, da smo na neki način, sploh tisti iz obrobja, dvojezični, da se knjižnega jezika neprestano učimo in tudi sam knjižni jezik se spreminja, tudi njegove zakonitosti se spreminjajo. Ne? Smo pravkar pred reformo pravopisno vprašanje, kaj nam bo prinesla. Da se. In ta podpora, ki mora biti, se mi zdi, tako strokovna kot čustvena. Ne? In zato sem sama prav Gašper izredno hvaležna. Pomaga, absolutno pomaga. Ne samo na individualni ravni, na kolektivni ravni. Sej kakorkoli se vsaka celica tega sistema, ki smo spremeni, je absolutno dobro. In mislim, da morajo tudi negativne kritike biti, obstajati, biti izrečene, morda do mlajših, predvsem tistih bolj introvertiranih, malo nežnejše. Ne ovadke, absolutno ne, ampak na način, da želiš pomagati. Konstruktivne morda, če rečemo. Tako. Ne destruktivne, ampak konstruktivne. V tem smislu. Mislim pa, da je tudi tvoje vprašanje ciljalo na to, da se tisti pa ne zna, se tisti pa ne zna misliti, tisti pa ne zna pisati. Primorci smo ponavadi oživosani s tem, da ne znamo pisati. Veliko knjig imava tukaj in še ena se skriva v torbici tvoje, vidim, ali ne? Ja, skriva se tudi se skriva. Tako da, jaz bi te še kar spraševala, tudi brez knjig bi lahko imeli en večer, ampak ker so nocoj nekako rdeča nit tega, okoli česar se vrti najin pogovor, bi kar začela z njimi, da nama čas preveč ne pobegne. Na začetku smo se pogovarjali in si rekla, da bi želela za začetek prebrati pesem Borisa Pasternaka, ki si jo tudi že omenila v tem najnem kratkem uvodu. Tako da mogoče začniva kar z njo, potem pa se lotiva še. Da ne zapeljem mimo napak. Bom začela s prevodom Toneta Pavčka, ki se mi zdi, da je pri Pasternaku ujel te prave tone. Gre pa za nenaslovljeno pesem iz zadnje zbirke, mislim, da njegove, zadnja zbirka, Ko se zvedri, Hrda razguljajeca. Napisana je bila leta 1956, oziroma med leti 56 in 59, torej v času vse kalvarije okrog dr. Živaga in prijemanja Nobelove nagrade. Zakaj Mogoče še samo nekaj stavkov o tem, Andreja, za tiste, ki smo že pozabili iz šole. Torej, dr. Živago je bil napisan, oziroma ga je Boris Pasternak napisal v času, ko se je oddaljeval od poezije. Od poezije, ki se mi zdi, da je pri njem absolutno močnejša. To je zelo subjektivno mnenje, seveda, ga ne bi mogla zdaj podkrepiti
grafiti, ampak močnejša od proze. Se pa začne nekako zavedati, da poezija ne pove vsega, da je vendarle monološka na nek način, da potrebuje bolj polifono funkcijo, polifono strukturo, če se malo na tradicionalne rasistične vzorce naslonim, ne s Bahtinom in Dostojevskim in tako naprej in temi povezavami. In doktorja Živaga ne natisnejo v tedanji Sovjetski zvezi, zato ker ga uredniki ocenijo kot romanca vendarle še vedno problematičnega, ne, da od juga se še ni še v pravem teku, oziroma in takrat po nekih nenavadnih kanalih prejme tedanji še mlad italijanski urednik Gian Giacomo Feltrinelli rokopis z obljubo in mislim, da sta tedanja partnerka Pasternaka, Olga Ivinska, ena od knjig, ki sem jih izbrala, in sam Pasternak zelo naivno postopala in mu rokopis preprosto dala, ker sta bila široka človeka in nista pričakovala, da bo iz tega nastal neverjeten incident, tudi mednarodni, ne, na nek način, in pa potem zaradi tega zelo trpela. Kot veste, dr. Živago izide najprej v italijanščini, Pasternak ima zaradi tega silne težave. Največjo težavo mu povzroči, no, to je spet vrednostno, ne vemo, mu povzroči prav to, da mu prisodijo Nobelovo nagrado, ki se jim celo odreče, po posvetu z okolico, z nomenklaturo, politično in tako naprej, ampak to ni dovolj. Potem v bistvu še vedno čuti represijo. Mislim, da še njegovi potomci, ne nazadnje zdaj, kot spremljam, da so med sabo sprti, njegova prva, druga, tretja družina in tako. Zakaj sem se to zbrala? Zato, ker se mi zdi danes na pragu tega novega stoletja, še vedno smo na pragu, kakorkoli obračamo, neverjetno, kako je še pred 50 leti knjiga lahko pomenila smrt ali lahko pomenila taborišče. Ne nazadnje še danes, ampak kaj nam knjiga danes pomeni? Moramo se sploh boriti, da jo izdamo, ne? Potem pa ne vem, katere bogove ali kaj prositi, da jo kdo prebere. Ne, v končni fazi. To mi strašno fascinira. Ko bereš, kaj so ti ljudje dali za to, da so lahko pisali, ne? In čutili v bistvu to kot, ne vem, sveto poslanstvo. Zato to ne izbira. Zdaj sem se z malce izgubila, ampak no, se vračamo k tem dvema pesmima. Dve sem zbrala, ker sta na nek način moto in kažeta tudi, bolje orišeta celo od same Cvetajeve, to, zakaj je moja intimna spremljevalka zadnje leta, zadnje desetletje ali več. Najprej v slovenščini. Ko se razvedri, po nevihti torej. To je Pavčkov prevod, ne? Pavčkov prevod, absolutno. Vsem priti trmasto želim si k praizviru, pri delu, odkrivanju poti, v srca nemiru, do bistva bega let, rodov, do prapomena, do koreninja, do osnov in do stržena. Ves čas loviti nit usod, dogodkov, žitja, ljubiti, misliti, povsod zagnan v odkritja. Ko imel bi kdaj moči, vsaj nekaj v lasti, napisal 8 bi vrstic o ljudski strasti. O brezzakonju, klicah zla, bežanju, lovcih, nenadejanih naglicah, rokah, komolcih. Razgalil bi začetek njen zakone mrke, ponavljal njenih bi imen začetne črke. Ko vrt bi uredil pesmice, v njih z vsemi brsti in z vsemi žilami cvele bi lipel vrsti. In nesel stih bi vrtnic dih, dih šaša, mete, lok, travnikov in grom neviht, če se nožeti. Tako nekoč Chopin nabral čudesje roje, gozdičev, parkov, žal, pristav v etude svoje. Vsa slast in muka, slavolog doseženega vrha, to je napeta na grobi lok, tetiva krhka.
predvsem prva vrstica. Vsem priti trmasto želim si k praizviru, pri delu, v odkrivanju poti, srca in miru. Še v ruščini. Rusi bodo zaprli ušes. Mislim, da jih bodo z radostjo odprli. Когда разгуляется. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершат открытия. О, если б я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок, цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо, фолковарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука. И про Марина Цветаева je tista pesnica, ki mislim, da je to uresničila. Во всем прийти до самой сути. Vsem priti do samega bistva in hkrati doseči neizmernejše ideale. Zato Cvetajeva. Vse ostalo je samo posledica. Mislim, da je pri literaturi vendarle vedno glavna strast in čustva. Vse ostalo, ne vem, je hoja po precej trhli poti ali poti iz trhlih debel. Kako ste se pa vidve s Cvetajevo srečali? Srečali smo se znova v Pavčkovem prevodu, še v koperskem času, v primorskem času, kjer nisem prav dosti razumela, ampak me je prevzela takoj, neposredno. Meni se je zdelo, da govorim moj jezik, oziroma da jaz govorim njen jezik. To je zdaj vprašljivo, danes vem, da to ni tako, ampak takrat, da je vedno. Potem pa mislim, da je bilo prvo potovanje v Rusijo in neka odjuga je bila prav takrat, februar se mi zdi, začelo se je topiti in sem marširala z njeno knjigo pod roko. In kljub temu, da sem imela originale že prej doma, da sem jo prebirala, sem se prvič srečala s pesnitvijo zraka. In tako naiven človek kot sem, ker zelo pozno dozorevam, zato se tudi z modernizmom še vedno ukvarjam tako močno. Jaz se z indijskim srednjim vekom, tako da ne vem, kaj največ Če bi dali temu, psihoanalitsko, o čemer boš več vedela ti, no, Timber bi temu rekli sekundarna fiksacija. Pustiva to. Ja, tako. Uprosti sem te prekinila. Ne, nič hudega. Pesnitev zraka, absolutno. To je moj element in takrat nisem mogla verjeti, da je nekdo posvetil zraku celo pesnitev, celih 300 in toliko verzov. 342, mislim, da jih je. In takrat se je začelo. Ogenj, popoln ogenj. Še življenjske ljubezni so bile tako žive, ker tiste razočarajo, ta panika je knjižna. Prej so se že pogovarjali malo pred začetkom v sosednji sobi, pa da ne bo zdaj drago občinstvo prikrajšano za to, za te tvoje misli. Pogovarjali sva se o Pavčkovem prevodu, ki si ga že tudi omenila. In si rekla, da se ti zdi, da Pasternak in kdo še? Jesenin, ja, da odlično funkcionirata v njegovih prevodih, medtem kot Cvetajeva potrebuje drugačen jezik.
če lahko morda tu še malo razložiš. Tega si ne bi nikoli drznila sama brez spodbude reči tako na glas, ne? Zato, ker se mi zdi, da prvič kot Primorka je moja prozodija povsem drugačna in je absolutno nočem zgubiti. Zato sem hvaležna, ne boste verjeli, lektorskim kolegicam, ki so me opogubile k temu, ne, da je vendarle treba govoriti v melodiji, v kateri lahko karkoli poveš, ne pa siliti jezik v zborno izreko, v kateri te nekako eutanaziramo. Se mi zdi, da eutanaziram misel in čustva. Na enem literarnem večeru se je to zgodilo, ko so v bistvu poslušalci poslušali Pavčkov prevod po originalu. Bila je to pesem iz cikla stihij k češki. Meni se je zdel prevod odličen, izvrsten, ampak tam so mi rekli, kako je Cvetajeva v Pavčkovi izvedbi melanholična, nostalgična, saj to ni ona, ne, to je vendar zelo močna ženska, ki je v bistvu zastopala tudi skozi podobje pesniško to, da je Eva, da je psiha, ne, da ona je podoba psihe, ne pa Eve, prve ženske, in se je v bistvu s tem neprestano borila. Mislim, da je Pavčkov pesniški jezik, njegova melodija, to, kako v bistvu podobje spravlja v pesmi, bistveno bliže Jeseninovim principom. Jesenin je vendarle pesnik ljudstva, ne Rusa, ki ga ne bi poznal, ne bi ljubil, tako pravijo Rusi. Je tudi to treba preveriti, ne nazadnje, ampak ja, tako da, ne vem, Cvetajevo je zelo, zelo polikal Pavček. Ohranil je tiste glavne motive, ki so čustveno nabiti in te prevzamejo, ampak sama po sebi je bistveno bolj groba, razsekana, ne tako prijetna in lepa kot. Recimo še kaj o tej močni ženski, ker Andreja, tako sijajno pripoveduješ, te mogoče kar poprosim še, da nas malo popiješ skozi življenje in delo Marine Cvetajeve. To je naloga, ki mi jo zastavljajo znova in je vedno težje speljem skozi, zato ker je seveda težko na kratko povedati. Ne? Mogoče so te glavne 3 etape, ki jih poznamo. Rojena je na koncu 19. stoletja, doživi čudovito, brezskrbno mladost v meščanski, ugledni moskovski družini, znamenitim očetom arheologom, strogo mamo, ki sicer tudi zgodaj umre, tako da tako prav srečna ta mladost ni bila. Ampak jo kmalu po poroki doleti ruska revolucija, za katero pravijo nekateri teoretiki, poznavalci, da je bila zanjo super stvar, ker Marina Cvetajeva ni marala meščanskih oklepov, tistega, vse te družbene konstelacije, v kateri je bila rojena, ne? Čeprav je izvrstno igrala tudi klavir zaradi mame in bila vpeta v te meščanske kroge, je zanjo revolucija pomenila prav to, svobodno ljubezen, pisati, ne skrbeti za vsak dan. Rusi poznajo zelo dobro distinkcijo med vsakdanom in resničnim življenjem za notranji svet, bomo tako rekli, ne? Za bitje, bit in bitje. Ne? Cvetajeva je bila definitivno človek, tako kot nam viri danes pripovedujejo, da ne bom neposredno in razlagala stvari, o katerih nimam neposrednega izkustva, je to bolj odgovarjalo, s tem, da je pač ruska revolucija za sabo prinesla vse tisto, kar je verjetno za večino prinesla. Ne? Torej, težke vsakdanje razmere, pomanjkanje hrane, zaradi tega izgubila hčerko v zavetišču. Mož Sergej Efron je bil melogardistični oficir v Beli armadi in je zato moral emigrirati, potem, ko so zlomili Belo armado. In se je družina, starejšo hčerko Ariadno, združila znova v Berlinu. Mislim, da so se že srečali, se potem preselili v Prago, kjer je bilo življenje rahlo lažje, zaradi tega, ker je češka oblast ruskim intelektualcem vendar pomagala finančno za določeno vsoto, da so vsaj preživeli. Ne? Ampak če si predstavljamo, ko si zastavlja vprašanje z močno žensko, če si predstavljate žensko, ki je vstajala vsako jutro, ne vem točno kdaj, to sem pozabila, ampak zelo zgodaj zato, da je lahko pisala, preden se je redni dan začel. Če si predstavljate gospodinstvo v tistem času brez nobenega pripomočka, ne?
Vem, če so živeli so na obrobju Prage v neki vasi, verjetno bilo treba že vodo nositi. Ne? Mislim, že take stvari so bile strašno naporne, do tega, da priskrbeti hrano, meso. V Parizu se to potem še poslabša, ne? Ker se preselijo na to v Pariz, zato da bi lažje živeli, pa žal na določeni ravni ni bilo tako. In potem zadnji končni udarec. Mož se in tudi hči Ariadna se približata nazaj Rusiji, sovjetski oblasti. Mož je vpleten v neke umore, ne neposredno, torej posredno, vendarle je ta pot nazaj v Moskvo potem usodna za celo družino. Tako rekoč preživi samo hčerka Ariadna, ki smo ji danes lahko hvaležni, da lahko beremo to zapuščino, s katero je sama Marina Cvetajeva zelo nežno in zelo previdno postopala, tudi ko se je vračala nazaj v Rusijo. Določen del zapuščine vem, da je pustila v Baznu pri neki družini in je to pristala potem v knjižnici, določen del je pa v kovčku vzela sabo in je to v Moskvi, mislim, da celo ostalo nekako. Tako, na kratko o tej močni ženski. Odlično, Andreja, hvala ti za ta krasen uvod v njen svet. Kako pa si ga ti doživljala skozi to druženje, ki si predstavljam je bilo dolgo, intenzivno, tudi strastno, praviš, tudi najmočnejše ljubezni, fizične, lahko ne vnamejo tako, kot je taka duhovna povezava, če lahko to tako imenujem, kot si jo ti začutila s Cvetajevo in njenim literarnim svetom. Kakšna je, kako se je tkala, izoblikovala, preoblikovala? Začela s platnice. Oblikovalka Irena Gubanc se je zelo posvetila temu in me poklicala vmes med procesom in sprašala, ti kakšne oči pa je imela, kakšno barvo las je imela. Pa sem jaz brskala po zapiskih in iskala, v bistvu je znova hči Ariadne Efron ohranila vse to. Da je zelo zgodaj osivela in da so ti sivi lasje še bolj osvetljevali, pa je obraz, ki je sijal in tako dalje. Oči svetlo, zelenega grozdja približno, no, potem smo pristali pri tem. In potem se znajdemo z urednikom pri Ireni Gubanc doma, z njenim možem in mož pravi, naredite že enkrat to knjigo, jaz se ne morem gledati, kar toliko joka zraven. No, saj nisem edina. Mislim, je usoda, ki te prevzame. Mislim, da zato, ker si je drznila, ali je bila njena usoda taka, da mora biti zelo neposredna in iskrena, da ni skrivala. Ne? Da če že so bile skrivnosti, so bile zato, ker so morali biti, ampak že v tistih časih, nekateri teoretiki, raziskovalci, poznavalci pravijo, uvedla je motiv erotične ljubezni v rusko poezijo. To seveda ni res, so o tem že druge ženske prej pisali. Ampak prešuštne erotične ljubezni, ima take grozljive pesnitve z najboljšim prijateljem oziroma z dobrim prijateljem Sergeja Efrona je imela blazno močan roman v praškem obdobju, torej v času Prage, potem seveda prihaja zdaj na dan špekulacije, čegal je vendar ta otrok, ki se je potem rodil, a je možev, a ni, in vse to nas zelo zanima, pa ni fair, da nas zanima, ne bi morali pustiti pri miru. Nekatere teze celo pravijo, da je to Pasternakov otrok, ne po drugi strani. Tiste vire, ki sem jih sama brala, me je to čisto šokiralo. Tudi če poezijo Cvetajeve berete, ima motive, kot so vsi vas hvaljali, rozovo plатье nikto ne podaril. Vsi so me hvalili, rožnate obleke ljubezni, erotične ljubezni, mi ni nihče podaril. V tem smislu. Vprašanje je bilo, kako je potekalo to druženje. Neposredno, jokala sem zraven, izjokala vse. Mislim, da zato, ker si nisem dovolila svojega glasu, ne? In ga potem dobiš skozi nekoga tako odprtega. Pa tudi zato, ker je težko zabrati. Meni so se všeč intelektualno zahtevne stvari. Tudi če me potem zavedejo v življenjske obronke, kjer ni lepo, ampak pač. To me je vleklo, ja. Potem se je pa ohladilo, zato ker mislim, da tak ogenj ni dober za vsakdanje življenje. Tako da je trajalo samo kaj 10-15 let. Zdaj, ko smo knjigo delali po tolikem času, že ni bil tako močen ogenj, je bil to zelo racionalen proces, ampak
Ja, skoraj desetletje, vendar ne. Ampak tako močno, kakšnih par let. Močno par let pa je. Neprimeren si za življenje v Sloveniji. Zdaj si nas pa že tako spodbudila, da res hočemo že malo Cvetajeve, tako v njenem kot v tvojem jeziku in v prepletu teh dveh, ki postane eno. Ruščina se mi zatika, zato ker nimam več tako močnega stika z jezikom. Ga govorim samo enkrat na teden v svojih učencih in ima drugače oblikovane glasove. To pomeni, da mišice, govorni aparat potrebuje drugo lego, ki ni več tako močni. Ampak bo. Danes bi pa kar pesnitev zraka. Decembra sem tako grozno vztrajala pri najtežjih pesnitvah, recimo Stopnišče, ki se ukvarja z temami migracije, tujstva, bede in tako dalje. Ampak zdaj s pesnitvijo zraka, ki jo je napisala natanko, zaključila 40. dan po Rilkejevi smrti. Za dopisovanje med Rilkejem, Pasternakom in Cvetajevo ste verjetno že kaj slišali, to se ne bi razširila. Bolje poznana je pesnitev Novogodnje, novoletno. To je novoletno pismo Rilkeju na dan, ko izveda je umrl. Ta je pa v bistvu dantejevsko nastrojena. Spremljamo lirsko govorko, ki potuje v inostranstvo. Njen vodnik ni nihče drug kot Rainer Maria Rilke, seveda. Začetek pa konec, da ne bo predolgo. Poema Vozduha, leto 1927, mislim, da je bila številka 27, najljubša številka Rilkejeva, posledično tudi številka Cvetajeve, ampak umrl pa je nekaj dni prej, 26. Zelo poudarja tu Cvetajeva o pravem roku, točno ob roku. Ne zunanji čas, pač pa notranji čas in čas bogov, karkoli že pri njej to pomeni. Поэма воздуха. Ну вот, и двустишье начальное, первый гвоздь. Дверь явно затихла, как дверь, за которой гость. Стоявший, так хвоя у входа, спросите вдов, был полон покоя, как гость, за которым зов хозяина, бдение хозяйское. Скажем так, был полон терпения, как гость, за которым знак хозяйки, всей тьмы знак, та молния поверх слуг, живой или призрак, как гость, за которым стук сплошной, непосредством ничем, оттого и мрем, хозяйки на сердце, березы под топором, расколотый ящик Пандоры, ларец забот, без счету входящих, но кто ж без стука ждет? Уверенность в слухе и сроке, припав к стене, уверенность в ухе ответном, твоя во мне, заведомость входа, та сладкая игры в страх, особого рода оттяжка с ключом в руках, презрение к чувствам над миром мужей и жен, та оптина пустынь, отдавшая даже звон, душа без прослойки чувств, голая, как филах, дверь делала стойку, не то ж ли в ушах? Как фавновые рожки вставали, как рота опли, еще бы немножко, да просто сошла б с петли от силы присутствия за спинного. В час смертей так жили, трясутся, натянутые сверх всей возможности. Стука не следовало. Пол плыл. Дверь кинулась в руку, мрак чуточку отступил. Здесь мы в Дантеевem gozdu preden stopim v stranstvo. Tako. Ampak kar je zanimivo in lepo pri tej pesnitvi je, da vas strašno zavede, da vam baja motive poleta z letalom, leto 27, tehnika, ne vem koliko je Cvetajevo zanimala, ampak očitno dovolj. Prvi Lindbergov prelet brez postanka čez Atlantski ocean in Lindbergu posveti to pesnitev. Zato, da prideš do tega, da je zadaj vodnik, da je tu 7 nebesnih sfer,
da je razlika med desno in levo polovico oziroma med parnim in neparnim številom, dela s preštevanjem zlogov, s preštevanjem v bistvu čisto vsega. Ne? Do tega se je treba dokopati, to je bilo resno delo. Zato me je fasciniralo, ker je to popolna konstrukcija in to na zelo, v bistvu tipično modernističen, ampak zelo neprozoren način. Zdaj pa še slovenska prva kitica. Pesnitev zraka. No, tu je dvostišje začetno, prvi klin. Vrata so očitno potihnila, kot vrata, za katerimi stoji gost, kakor smrečje na vhodu. Vprašajte vdove, bil je poln pokoja, kot gost s povabilom gostitelja, s čuječnostjo gostiteljsko, recimo tako, bil je poln potrpljenja, kot gost z namigom gostiteljice, tisočem znak, ta strela nad slugami, je privit ali je živ, kot gost, za katerim je trkanje nepretrgano. Umiri nikogar niso, od tega umiramo, gospodinjina srca, brezer pod sekiro. Odprta je skrinja Pandorina, skrinjica skrbi, brezštevilni vstopajoči, kdo pa še brez trkanja čaka? Prepričana, da bom uslišana v roku, stisnjena k steni, prepričana v ušesu, ki bo slišalo, ti vame, zavedanje vstopa. Ta sladka, v igri je strah, posebna vrsta odlašanja s ključem v rokah, preziranje čutov, sveta mož in žena, optinski samostan, še zvonu se je odrekal. Duša brez ovoja čutov, gola kot velah, vrata so delala stojo. In tako tudi ušesa, kot favnovi rožički so stala, kot pozor, streljaj, še malo, da bi preprosto padla z vislic, zaradi sile prisotnosti za hrbtom. V času smrti se tako žile tresejo, čez vsako miro napete. Trkanja ni bilo, pot je plul, vrata so kanila v roko, mrak je malo popustil. Težko je, ne? Mislim, podobje je strašno nepovezano. Še jo bomo brali. Ni na prvo branje. Ni na prvo branje. Andreja, prej si omenila zelo zanimivo, ne Eva, ampak psiha. Ne vem točno, kako bi formulirala vprašanje. Ker nisem dovolj dobro formulirala, ampak Cvetajeva se je ukvarjala s tem, z mesto svojega spola v kulturi, v katero je padla. Računajmo s tem, da je imela zelo močno kulturno ozadje, zaradi očeta, ki je bil arheolog, postavil je znameniti muzej upodobljajoče umetnosti, ki še danes stoji. Brala je od 4. leta, pisala od 5. verze seveda, in da je njeno poznavanje antične kulture in antične motivike izrazito močno. Prav tako judovske seveda, ker je živelo v krščanski kulturi, ki je prevzemalo vse to. Ampak da je bila to nekako postmodernistična že, ne? Njeni motivi se kar prevevajo, prepletajo, preinterpretirajo, njene euridika je recimo zelo posebna, ne? Ko jo in tudi znamenita antologijska pesem je Euridika Marine Cvetajeve, ko jo pride Orfej iskat v podzemlje, orfične teme so zelo povezane z našim izborom tu, je zaključek nekako takšen, po kaj si prišel, zdaj sva pa brat pa sestra. Jaz sem to živela, šla sem v podzemlje, enakovredna sva, ne? Moje duhovno izkustvo v bistvu je enakovredno tvojemu Bogu pesmi, torej vrni se. No, Eva in psiha. Eva kot prva ženska, ki vem, ne, približno si lahko predstavljate, ampak Cvetajeva gre dalje od tega, to ni njena osnovna temeljna lega, ne, Josip Brodski tako lepo pravi. Tam, kjer drugi zaključijo, Marina Cvetajeva začne.
Tam, kjer se pesem običajnega pesnika zaključi s končno noto, ne pa čeprav to zelo navzgor, se pri Marini Cvetajevi šele začne. In to je to, dejansko. Ker od tu gre ven psih, tako si sama razlagam, gre ven psiha, od tot izrašča. Ni dovolj telo, ki nam je dano, ni dovolj vloga, v katero smo rojene ali rojeni, ampak se razvijamo drugače. In to je po mojem že lep uvod v naslednjo knjigo, ki si jo tudi izbrala in ki raje ne tvegam, da bi prebrala, kako je. No, prevod si drznem prebrati, da so to staroruski apokrifi, popotovanje Božje matere skozi trpljenje iz 12. in 13. stoletja. Kako se lepo reče po ruski? Хождение Богородицы по мукам, правильно? In to zveli zelo skrivnostno, zelo zanimivo, tako da, kako pa sta stole... Vsaka od teh knjig si me tudi posvarila pred začetkom, ima tudi zelo zanimivo zgodbo, kako si jo našla, kako je prišla v tvoje življenje na ta kupček, tako da mogoče lahko pristopiva tudi k tej knjigi za začetek kar skozi zgodbo. Skozi zgodbo. V bistvu ta je fizično nima. Fizično nima. Mislim, da sem jo pred 10 leti kupila v Moskvi. Čisto slučajno. Kakšen nezanimiv dogodek v Moskvi. Tako da stala je na policiji vrsto let, dokler me niso začeli strašno in blazno, pa ne bi smela stati. Že zaradi Dostojevskega ne bi smela stati na policiji, ampak pač je. Ne vemo. Ker dokler nam ne povedo, ne vemo in dokler sami slučajno ne trčimo v to. Ampak glede na to, da so ostale knjige, ki sem jih izbrala, zelo težke in da pomenijo mojo fizično aktivnost, da so knjige, zadnje čase, je ta zelo tanka. In od vseh sem izbrala v bistvu samo en apokrif, ki me je presunil zadnje leto. Brala sem ga že prej, ampak ga očitno nisem razumela. Do krščanstva imam mogoče ambivalenten odnos kot otrok Jugoslavije in otrok družine, ki je pol ateistična, četrt protestantska in pol morda malo preveč goreče katoliška, ne? Če si predstavljaš družino in četrt, če sem prav zračunala. No, verjetno sem, ja. Družino in četrt imam, skratka. Tako da je moje soočanje s kulturo, v katero smo vsi rojeni, zelo intimno, zelo individualno, povezano morda z določenimi mističnimi trenutki, zelo kratkimi, ampak ta knjiga se opisuje, zakaj sem jo vključila? Zato, ker so v bistvu knjige, ki so zbrane tu povezane v eno zgodbo, mojo spoznavno zgodbo zadnjih let. In to je bil trenutek spoznanja, Freud je rekel, instinkt smrti, ne? Meni se je to tako globoko zapisano, ja, saj to je zgodba moje družine, seveda, nek nagon je, ki je rušilen, pa družina je tipično slovenska, da se ne bi slučajno prestrašili, ne? Nič posebnega, mogoče se bomo zdaj. Napisala si, da bo večer čaroben, upam, da ne bo čarovniški. Kaj se vezano? Ne bomo polikali čarobnosti, ker naj bo čarovniška. Ne bomo, danes ni večer za likanje. Tako da v bistvu sem se srečala, zakaj s tem besedilom. Pesnitev, ki sem jo pravkar prebrala, baja o tem, kako ljudska govorka potuje po onstranstvu. Poti v onstranstvo, z njimi je prežeta naša kultura, prehajajo v pop kulturo skozi filme in so še vedno zelo in strašno živi. In ti vzorci v bistvu geocentrizma na nek način, še vedno funkcionirajo in to me fascinira. Zakaj? Vendar to niso mrtvi svetovi, ko ugotovi človeštvo, da se ne vrti vse okrog zemlje in da onstranstvo, ja ali ne, še vedno obstaja, ne glede na to, kakšno opredelitev ali kakšen nazor, ne bom tako starinsko rekla, o nazoru sploh ne govorimo več na nek način. Preživeti koncept morda, ne vem, meni se ne zdi, to so stvari, ki nam delajo težave ponovali, ne prav nazor. In tako sprašujem, iščem, raziskujem ženskih likov, ki bi potovali v onstranstvo, ko prekinemo z mitologijo, ko pozabimo,
je zelo malo, ne, tudi v literaturi. Zdaj tu, prosim, popravite me, če ima kdo kakšne drugačne izkušnje ali vednost, znanje, z veseljem sprejmem, ampak tudi, ko sem recimo ruske strokovnjake spraševala, so mi rekli, Hraždenje Bogorodici pomagam. To je to. Torej, Božja mati, se spusti v podzemlje. Zato, da bi videla, kaj se z trpečimi dušami tam dogaja. Spust je zelo tipičen, ogromno številske simbolike znova, 400 angelov je spremlja, njen vodnik, psihopom je tradicionalno nadangel Mihael in tako dalje, nič posebnega se ne zgodi. Smolnate reke, trpljenje zaradi prešuštva, dokaj tradicionalna zgodba. Ne? Apokrif je ruska kultura prevzela iz bizantinske, neposredno, prevedli so ga. Je pa, kot razumem in kot spremljam, zelo močen, še vedno zelo nagovarja. Tudi ruska uradna cerkev, o kateri tudi bolj malo vem, prosim lepo, sploh nisem teolog, ampak zanima me motivno podobje, zakaj nas podobje vendarle nagovarja na tej ravni. Presenetljiv je pa konec, zaključek. Božja mati vse to vidi, pravi grozno trpljenje, stopi k svojemu sinu in pravi, toliko si naredil za človeštvo, želel si ga odrešiti, ti ljudje pa tam trpijo. Njegov odgovor je absolutno nesrednjeveški, je absolutno proč od obsodbe kakršnega koli greha in zastonske, brezplačne odrešitve tega greha. Pač pa pravi, res je. Doživel sem to veliko trpljenje, odločil sem se najprej za inkarnacijo skozi človeško telo. Trpel sem muke, oznanjal sem zgodbo, pač legendo poznamo. Potem sem se celo spustil v podzemlje. No, zato tudi ta knjiga, ta etapa križevega pota je nekako sploh v naši kulturi malce spuščena. Ne? Tudi Kristus se spusti po vseh teh poteh v podzemlje, zato da bi tam odrešil preroke, pravičnike, ki so bili zaprti. Zato je v ruski kulturi Lazar tako pomemben. Krožim, žal mu tak. Samo droben intermezzo, ker ravno berem Jungovo rdečo knjigo. Jung v rdeči knjigi o teh stvarih tudi zanimivo piše, ravno sem pri tem poglavju, tako da... Boš kaj govoril? Ne bom, to sem samo dopombo tam. Ja, seveda, na neki ravni se gibljem zelo blizu Jungu, od katerega sem se pa že nekaj časa napravila, zaradi zdravja znova. Hecam se. Skratka, od Kristusov odgovor materi na koncu je, vse to sem zanje naredil in vendarle počnejo zlo in zaradi tega zla, ki ga zavedanjem počnejo, se morajo odkupiti in naj bodo obešani za jezike in naj se kopljajo v smolnati, ognjeni in ne vem kakšne reke so še tam, ne? To me je presenetilo. Prvič, vzrok, zakaj se je spustil v podzemlje? Da je Lazar bil tisti, ki je umrl in ga je potem odrešil, zato da je izvedel, kdo so ti preroki in svetniki, ki naj bi jih potem Kristus odrešil. In točno ta moment, odgovornost. Ne? To smo pa potem že pri Dostojevskem in velikem inkvizitorju, ki ga je navdušil prav ta apokrif. Tako, zato sem izbrala to knjigo. Aha, zgodba. Zakaj podzemlje ne? Zakaj kastriramo podzemlje? Zakaj ga je... To so v bistvu samo mitološke oblike razmišljanja o trpljenju, o zlu, o agresivnosti in agresiji. In se pridemo do naslednje knjige skozi to. Aha. A ti bi šla že kar k naslednji? Ne vem, ampak v bistvu sem tu zbrala knjige, ki se ukvarjajo z destruktivnostjo, z agresivnostjo, ker mi je to zanimalo, ker se nisem hotela več bati na nek način. Ne? In potujem od apokrifov ruskih do 12-13 stoletje, nekako sočasno tudi z Dantejevo Divino komedijo, ne? Torej bilo to takrat aktualno. Pa do tega, kaj danes, ne? Kako se danes s tem spopadamo. Absolutno zlo obstaja. Pred časom, mislim, da je bilo še novembra, sem poslušala intervju z Boštjanom Videmškom, oziroma komentar je bil na strani Dela. In razlaga pač o islamski državi in tako naprej. In to je bila njegova izkušnja, mislim, cenim ga, razumem, ampak njegov zaključek je bil, to je popolno zlo. To je absolutno zlo. Meni so šle takrat seveda, ne,
telesne reakcije se zgodijo, telesni odziv, ampak vidim, da to ni dober način razmišljanja in da je to zelo star, da je to v bistvu srednjeveški način razmišljanja oziroma mitološki, ko še vedno vsak od nas to počne, ne, preden uspe to predelati na racionalni ravni. Še vedno pravim, to je absolutno zlo. Potem se mi pa čez čas zgodi znova za nazaj, ne, kot se mi ponavadi, članek Marcela Stefančiča mlajšega prav na to temo pravi, ja ne, saj se moramo tudi s teroristi pogovarjati, saj se vendar ne da in vedno so se, ne. Torej, iskanje poti ven iz tega, da si obešen iz te podobe, iz tega občutja, iz tega konglomerata nerazrešenih čustev, agresije, strasti, strahu predvsem, ne, da tu pot ven je. In tu sem zelo razvojna. Kako pa ti vidiš povezave med, če si sposodim, ko so že prej govorili pri Rusih, med recimo notranjim življenjem in družbenim življenjem tukaj? Včasih se mi zdi, ko razmišljam o teh rečeh, da se pravzaprav agresija, zlo, vse to, kar se dogaja v tem velikem patriarhalno urejenem svetu še vedno, pravzaprav na nek način zrcaljenje tega, kar je zelo potlačeno, zelo pohojeno, zelo ranjeno v notranjih svetovih gruče posameznikov zaradi bolečih kolektivnih vzorcev, ki se gibljajo skozi različne kulture v različne... Zdaj ne vem, če sem ti prav dobro sledila pri tem vprašanju. Se ti zdi, da mogoče bi bilo... Ker sem že malo bolj razmišljala kot spraševala. Tako da se ti zdi to zelo, da sta prepletena ta dva nivoja, torej vprašanje teh elementov v naši individualni psihi, recimo, da sem mogoče spet malo preveč jungovska, ampak in v recimo kolektivnem svetu. To, koliko je to povezano s tem, da se v našem družbenem življenju, tudi kot vojne, tudi kot agresija, tudi kot neko množično nasilje, izražajo reči, ki so v intimnem svetu pokopane. No, instinkt smrti, ne, rušilni nagoni. Torej, tvoje vprašanje cilja na to, ali je to nagon. Mogoče pa tudi. Dobro, potlačene vsebine, ne, ampak ja, se zato pa Fromm tu sedi, ne, z anatomijo človekove uničevalnosti. Vedno posaben naslov. Ker ugotavljam po dolgih letih raziskovanja tega, da ni tako. Da ne gre za potlačenost, pač pa da gre za izrazito močne ideološke strukture. Da gre za pretirano racionalnost. Da iz tega nastaja agresija. Ne? Ta maligna agresija, kot ji pravi Fromm. Danes, ne vem, psihologi me bodo popravili, antropologi verjetno tudi, mislim, kot pravim, moja hoja je zelo počasna in še vedno naivna, ampak z nekimi bazičnimi, humanističnimi, filološkimi napori, to pravim. Ruska kultura je tu zelo specifična. Ne? Prvič je jasno, da nam jo mediji demonizirajo, mislim, da še iz 15. stoletja, ne? Da so že takrat po Evropi se širili letaki z podobami Ivana Groznega, koliko bojda ljudi je pobil, ne? Ko so šli zgodovinarji primerjati v številkah, so evropski vladarji 10.000 več ljudi pobili. Ne? Ampak, hočem reči, nam so na začetku predstavljali rusko kulturo kot izrazito dvojno. Stvar dveh skrajnosti, ne? In verjetno stvar dobrega in zlega in vseh teh dvojnosti, v katerih razmišljamo. To so zelo stari in po mojem že ne najbolj produktivni načini mišljenja in čustvovanja o svetu. To ugotavljam, ne? Se na koncu, mislim, da Freudovo teorijo niso skoraj nihče njegovih učencev ni prevzel. Malček, Melen Klein, ločenih stvareh, potem Lakanovci, zato ker na tem gradijo, ampak drugače interpretirano vse skupaj, ampak sicer pa to propade. Seveda, zakaj? Zato, ker je bil to način mišljenja, ki ga je modernizem, modernistična kultura, v kateri je Freud, iz katere je izrastel, ki jo je oblikoval, na ta način še vedno razmišljajo, da je lahko prešla to. Ne? Danes je težko. Kaj pa bi bili bolj konstruktivni, ustvarjalni vzorci čustvovanja v svetu, če sem prav povzela tvojo frazo?
Imaš še kakšno idejo ali prepustiva tvojim naslednjim knjigam, da govorijo o tem, ker si že prej omenila, da se apokrifi navežejo že na naslednjo knjigo, na Froma? Zato me tu še vedno čudi Hождение Bogorodici pomukam, odgovornost, ne projeciranje navzven. Ne izločevanje, recimo tipično za srednjeveško kulturo, vse rusko je bilo to, da kar ni bilo njeno, je postavila izven sebe, jo na določen način tolerirala, ampak je samo na ta način lahko sprejemala. In to je to, nekaj je dobro, nekaj pa slabo, ne. A je res? Verjetno ni. Nočem tu zdaj upravičevati kogarkoli in karkoli, ampak do teh razmišljanj prihajam počasi. In kako ti je From pri tem, kako je vplival nate pri izoblikovanju teh razmislekov, ker se gotovo ni znašel po naključju na tem kupčku, From pa ima zgodbo, ne? Zgodba je ta, da je knjiga sposojena iz knjižnice. Zato, ker to se mi zdi pomembno, glede na to, da se o knjigah pogovarjamo. Da sem prvič indoktrinirana na ta slab način, da se priročnikov ne kupuje, oziroma se romanov ne kupuje, ne. Ampak zdaj se mi zdi, da velike založbe, kaj povem, ne, kupujejo bogati, tisti, ki delajo knjige, nismo tako zelo, da bi se lahko vsako privoščili. Zato ima to zgodbo. Naslednja zgodba knjige je ta, Olge Ivinske, v bistvu njen biografska pripoved o tem, kako se je povezala s Pasternakom, kako mu je pomagala. To je pa knjiga, ki sem jo rešila iz odpisa v knjižnici, ne, v antikvariatu. Knjiga, ki bi jo verjetno sicer tudi pozabili, vprašanje, kdo sploh jemlje v roke. Ne, zato je pa bila v odpisu. Na ta način. Tudi do knjige kot objekta. Treba drugače. Tretja zgodba knjig je pa, da so, samo ena je ta zadnja, je italijanska. Ta sicer ni prevedena še v slovenščino, ampak kot Primorka si dostikrat tako pomagam, ker so znova cenejše, ne? Večja naklada je, pa se potem tako toliko o cenah knjig in o tej zgodbi. Ampak From, kljub temu, da je iz knjižnice, je tudi s tvoje strani temeljito. Jaz si take knjige ne upam sposoditi, ker pa v končnem fazi plačam več samodnine, kot bi ostala v. To je tudi ta zgodba zadaj, da sem zelo dober financer različnih knjižnic, primorskih in teh v prestolnici. Tako da reciva še kakšno o anatomiji človekove uničevalnosti. Pisal jo je, napisano je v angleščini, izvrsten prevod Irene Duša, kljub temu, da je zajetna in tako neverjetno branje, da me spustite z roke. Meni se to ne dogaja več. Jaz postajam tudi tako slaba bralka na tej ravni, da redko katero zaključim, tiste, ki jih je pač treba narediti po službeni dolžnosti, sicer pa premalo, priznam, in je to velik kup, kot so ti, in potem nastaja mreža. Nekje sem dosledila, da so tudi znanstvene metafore, tudi znanstveniki še vedno absolutno v metaforah razmišljajo, ki so dolga stoletja gojili metaforo drevesa, se zdaj to spreminja, ne postaja mreža. In če tako razmišljate, je res. Včasih smo bili tako zelo linearni, ne? Ali je šlo v korenine, ali je šlo dol in ni bilo povezano na dovolj organski način. Zdaj pa mreža že povsod. Vsi smo že na tali oni način omreženi, kar se mi zdi samo povzunanjanje tega, kar se je spremenilo v našem načinu razmišljanja in dojemanja sveta. Tako. From seveda navezuje se prav na to, o čemer sem govorila prej. Strašen aha moment je bil, zakaj sem se v bistvu lotila vseh teh tem? Destruktivnosti, nagonskosti, intuitivno prepričanje. Nekaj slabega je že v nas, ker smo podobni živali. In živali, ta stereotip, ki ga je jezik zakodiral, človek, človeku, volk, zna biti zelo pozen. Zato, ker mislim, da so tudi Slovani, da je bil volk svojvrsten totem, da ga nikakor niso imeli za... In naravo so zelo dobro opazovali. O volkovih danes po vseh serijah dokumentarnih vemo marsikaj in absolutno niso to krvoločne zverine, ki ne bi imeli občutkov, duše in tako naprej.
In to Fromm lepo počasi fenomenalno dokazuje v tej knjigi. Da človek ne deduje živalskosti in zverinskosti od živali, ampak to ustvarja družba, v kateri je težko živeti, ker nas je preveč, ker so nam kratene stvari. Zanimivo se mi je zdelo to, da je analiziral različne družbe, tudi tako imenovane primitivne, ne, in je redko katera izkazovala tako močne oblike agresivnosti in komolcev, o katerih je Pasternak tam govoril. Kot moderna družba. To me je strašno presenetilo. Najdlje od kakršnekoli nagonskosti. Nagoni služijo verjetno res samo ohranjanju življenja in nikakor ne avtodestruktivnosti. To izhaja iz pretiranega, razraščenega natjaza. Tam je treba delati. Odpirati srce. To se lahko potem vrnemo na knjigo, ki je bila pred leti od Garibertija, Grozljivi gost, kjer skozi Nietzscheja in Heideggera podobne stvari dokazuje in tudi zelo poetično, pesnik med filozofi. Prav to. Če zelo popreprostim, kot slovenistka verjetno lahko, to je tudi en močen timber v naši slovenski kulturi, da izhaja vse iz pretirane ideološkosti, iz glave. Fromm ima tudi en listek noter. Je to naključno ali ta listek naznačuje odlomek, ki ga boš zdaj prebrali? Lahko. Ne, listkov je bilo ogromno, ampak ker je knjiga iz knjižnice, so popadali v nekajkrat. Nisem se štela opominov. Ampak ne, se pa res čudovito bere. To je bil moj lakmusov papir, moj oče, ki je izvrsten modelar in vojkar in jadralc in vse, ampak ni pa ravno intelektualec, ne. Je pa izvrsten bralci in sem rekla, tega ti ne boš bral. Potem je pa knjigo vzel in jo celo prebral in zdaj je postal študiozen, Fromm študiral po tej knjigi, tako da. To so verjetno generacije, ki še berejo. Označenega imam Freuda v bistvu, njegovo zmoto. Sej ni treba, sem mislila, da je slučajno že pripravljen odlomek. Ni bil, ne, pripravljene so pesmi, odlomek pa ni bil, pa pripravljena je zadnja knjiga. Ok, v redu. Potem pa kar se napotiva še skozi ostale. Naslednja na voznem redu je pa že kar Leta s Pasternakom, ne? Olga Ivinska, o kateri smo tudi že kar nekaj rekli danes, v prevodu Alenke Krajger-Gregorc. Knjiga, ki si jo rešila, ker bi šla drugače. Z knjižnice si jo rešila. Kakšne dragocene knjige hodijo? Za 2 evra. Hodijo tudi nove knjige. Znajdejo se knjige naše založbice po enem mestu, ko jih odkupijo, pa ne vem zakaj. Marsikaj. To je zanimiv fenomen za raziskovanje. Kaj vse se znajde v antikvariatih, knjižnic, nerednih antikvariatih. Čudovita knjiga, tako da res. To bi se lahko kdo spomnil, da bi take knjige, tako bi bil azil za take knjige, da bi našli ljudi, ki jih bodo brali. Vse to po moje. Ne bom rekla tržna niša, ker tržnice to ne bi dala, ampak kaj imamo kakšen boljši izraz slovenska Andreja. Nekaj, kar bi moralo biti postorjeno, pa ni. Ja, škoda je. To se potem znajde recimo v knjižnicah babic, ne prav pri Gašperju sva zadnjič pri njegovi babici našla prav to knjigo. Mi jo je kazala, se rekla, ne, jo že imam, ker je tu. Ja, potem je treba odlepiti papir, ostanejo seveda še znaki, ampak zakaj sem pa izbrala to knjigo? Zaradi tega, ker sem že v uvodu povedala in ker ima pretresljive zgodbe. Večina nas verjetno pozna, se spomni, spominje Nadežde Mandelstam, Nadežde, bi rekli Slovenci, Nadežde Mandelstam o svojem možu, Osipu Mandelštamu, o njegovem pisanju, o tem, zakaj in kako je končal nesrečno. Ampak prav Nadežda Mandelštam je bila tista, ki je zagrešila pravi obsodbo, označila življenje Cvetajeve kot eno izmed najbolj krutih in žalostnih življenjskih zgodb 20. stoletja.
Verjetno bi se našli še druge, ne. Tudi Josip Mandelštam sam, vsi, ki so končali v lagerjih. In nenazadnje tudi Olga Ivinska, zadnja partnerka Borisa Pasternaka, ki pripoveduje res tako grozne stvari, ampak o tej knjigi ničesar ne vemo, ne. Mislim, da je nekako šla. Jaz sem tudi na njo slučajno naletela. Vaje pa zanimive stvari, kot je tisti znameniti klic Stalina, telefonski klic, ki ga je prejel Boris Pasternak v trenutku, ko so začeli represijo nad Mandelštamom. In Stalin osebno sprašuje Pasternaka, no kaj pa vi mislite o tem umetniku? A je mojster ali ni mojster? In potem, kljub Pasternakovemu odgovoru, ki se v tistem trenutku seveda ni znašel, ne? Kako bi se vendarle? Kaj odgovoriš, če te kliče Stalin in to vpraša? Besedno tako, ne. Pač Josip Mandelštam tragično umre, tega se nikoli ni potem Pasternak odpustil. Take neverjetne zgodbe, do tega, da je Pasternak nekaj pesmi posvetil Stalinu tudi, ne. Mislim, prvo v evangeljskem ciklu, če se ne motim, tako zanimive, kot tudi Mandelštam. No, Olga Ivinska je pristala vse skupaj, mislim, da 4-krat ali 3-krat v delovnem taborišču zaradi svoje ljubezenske zveze z Pasternakom. In kljub temu ostala do konca z njim. Celo na koncu, kaj je zanimivo pri celi tej zgodbi, ko sem začela prej s tem, kaj knjige pomenijo danes, pa kaj so pomenile pred 60 leti. Pasternak se je moral uradno odreči nagradi, ampak vsota ga je čakala na nekem računu v tujini. Prav tako je Feltrinelli, ki je po nesreči pridobil, ne vem, verjetno je sam vedel za to Ivinska in Pasternak zagotovo ne, da po tedanji zakonodaji, morda je danes še enako, tega ne vem, pripadajo avtorske pravice za vse nadaljne prevode tistemu, ki je v tujini prvi objavil. To je bil Feltrinelli, to pomeni, da je Feltrinelli tudi veliko zaslužil zaradi objave doktorja Živaga, ne, potem pravice za ekranizacijo same knjige in tako dalje. Ta denar, ki ga je Feltrinelli zaslužil in honorar, ki bi ga Pasternak moral prijeti, nikakor ni mogel do Pasternaka in do družinskih članov, ki jih je v bistvu živel, ne, sam. In so to potem v kovčkih nosili, še po njegovi smrti, po Pasternakovi smrti, v kovčkih, tujci, turisti in tako dalje. Ampak, ker so jih neprestano, tudi družino Olge Ivinske skupaj nista imela otrok, ona je imela 2 otroka iz prejšnjih zakonov, so jih dobili in sta hčerko pristali v delovnem taborišču, ker so jih dobili z vrečo denarja. Sicer je bila pa Olga Ivinska izvrstna prevajalka. O tem tudi veliko piše v tej knjigi, to me je strašno zanimalo, kako jo je Pasternak učil prevajati. In ni dobila dela. Absolutno niso imeli od česa živeti potem zaradi tega. Tako da to so zgodbe, ki so tragične, iz katerih mislim, da se moramo še vedno učiti, predvsem pa malo bolj ceniti knjigo. Zdaj je neumno govoriti to publiki, ki hodi na take pogovorne večere, ampak kdo ima ušesa, ne sliši. Ja, tole, če bomo kaj našli, bomo vsekakor še reševali. Upam, da bo... Je pa tu front zanimivo, ker se loteva tudi psihologije Stalina in tega, kako se... Kaj pa pravi? To je pa res pretresljivo. Recimo Pasternak ni nikoli pristal v taborišču, na zaslišanju samo, ko so imeli Olgo Ivinsko, tam pa mislim, da na koncu pri nekem kulturnem praktiku, ampak so se pa na njo spravili, ker so vedeli, kako zelo sta navezani, kako zelo je menik. Otroka je izgubila zaradi tega, ker so jo pustili nosečo, so jo aretirali, pustili v mrtvašnici po noči 1 uro stati v vodi. Mislim, res take krute stvari. Banalnost zla tudi pri Stalinu. Ni se loteval neposredno tistega, ki ga je želel onemogočiti, in njegovi pomočniki, pač pa nekoga, ki mu je bil blizu. Ne? In nikoli se ni vedelo, bo ta človek preživel ali ne. Bo ali ne bo. V bistvu jih je na ta način držal v terorju. Ne neposredno, ampak
To pravijo Stalinu, ja. Pa tudi v Hitlerju, seveda. In še to so obdobja, ki sem se jih sama od nekdaj izogibala, se z njimi ne ukvarjala. Tudi v družinski zgodovini, ne razmišljaš o tem, si vapega, potem se pa nekaj zgodi in te porine v to, se mi zdi. Vse moja izkušnja je bila taka. Lahko več poveš o tem? Mislim, ni treba povedati, kaj se zgodi, ampak mogoče kako se zgodi ta prehod, kako si ga sama občutila, oziroma mogoče še mečkano bolj splošno, se ti zdi, da mora nekoč priti čas, ko se človek zazre v to strašno brezno, vodi si neke skupne zgodovine, ki pa je vedno tudi v svojih družinskih zgodovinah, tudi vsak od nas, čeprav smo mladi, se nam zdi, da mladi, ko si mlada prevajalka, pa sem tvoja generacija, sem se tudi za To bi lepo, da se te kategorije spreminjajo. Vsi nosimo s seboj te rane, tudi na našem prostoru. Absolutno, mislim, se nismo bili izvzeti iz tega. Ja, vsak od nas živi nekje, kjer, če pogledamo nekaj kilometrov stran, že lahko najdemo kakšno brezno, grobišče in tako naprej. In se mi zdi, da se nekako po eni strani nenehno pravimo, da smo zataknjeni v ta del zgodovine, ampak po drugi strani se mi zdi, da smo v svoje rane zataknjeni na način, da nočemo zares pogledati vanje. Nočemo ali pa še ni čas. Pa ne moramo. Mislim, da je ta zgodba, verjetno so vse slovenske družine obremenjene z določenimi skrivnostmi, stvarmi, o katerih se ne govori. To so v bistvu vse knjige, ki ravno v drugo smer hodijo, v drugo smer kažejo. Bi rekla Cvetajevo, natanko v obroku. Mislim, da nič dobrega ne pride iz prisile, ampak ko dozori, pa se vendarle mora zgoditi. In to so seveda ponavadi težki trenutki, travme, to, da hodimo v napačne smeri in take stvari. V obroku prepričana sem, da se zgodi in takrat imamo tudi moč. In kako si ti dobila moč, da si začela raziskovati? Oziroma, kako so te stvari potem začele do te mere zanimati in na kak način se sploh soočiti z njimi? Zdaj, ti kot bralka, vidim, da je veliko skozi knjige, ampak verjetno ne samo skozi knjige. Prej si poudarjala, da ne samo glava, srcem je tudi treba, ne? Vsi knjige beremo srcem. Mislim, da je čustvo tu bistveno. Da če te v bistvu tudi na čustveni ravni ne prevzame, potem jo odložiš, ne prebereš ali prebereš zelo površno in hitro. To je bilo strašno povezano. Obdobje, ko sem pisala svoj ponesrečen, ali ne vem še, če bo ponesrečen podiplomski študij, ko mi je zanimalo prav to. Zelo racionalen človek sem in obožujem teorijo, ampak hkrati je v meni strašno močna ta malo mistična plat, pa tako naprej. Tu pripisujem svoji prekmurski babici in vraževirje, ki mi ga je učila na nenavadne načine. Ko je dedek umrl, mislim, si bila prvi razred osnovne šole, sem spala z babico, da je ne bo strah. Tako se je pač zgodilo. In po noči omara je bila stara in hiša je bila stara. Mislim, da je bila to celo ena izmed najstarejših hiš v Kopru, ki je danes celo zaprta, nihče ne živi noter. Vse je škripalo in dedko je bilo ime Jakob in babica pravi, čuj, to Jakob gre. In jaz kot zelo racionalen človek sem to potlačila za dosti let, ampak potem se mi je intuitivno, lahko me označite za nevrotiko, oziroma se bom kar sama, ampak to je živelo v meni. Zdaj me pa strašno zanimalo dati racionalno noto temu in sem se temu približevala, nekje smo se skupaj, tam smo se srečali in spoznali skozi različne poti. Ena od teh je bila racionalno branje, analiza in psihoanaliza, zato so me ti nagoni tako privlačili. Ampak to ni odgovor. Druga pot je bila joga, jogijska pot, ki je pa tudi dala čisto druge rezultate. Me je v bistvu vrnila na svoji kulturi in svojim koreninam. Tretja pot je bila
psihoanaliza, oziroma ulegla sem se na psihoanalitski kavč. Seveda sem našla moskovsko psihoanalitičarko, Freudovsko polje, ki v Rusiji mislim, da sploh ni močna, ima tradicijo, ne? Recimo Sabina Spielrein, kateri je bil posnet 2 filma v zadnjih par desetletjih, je bila menda prva, ki je postavila v tem svojem znamenitem eseju to tezo o nagonih življenja in smrti. Ne? In no, skratka, znašla sem se tudi na psihoanalitskem kavču, tako to ni obrodilo nobenih sadov. Fromih je več. Na različne načine. Skozi sanje, v bistvu sem en velik konglomerat raziskovanja teh tem. Pa se morda do zdaj, do tega, ko sem jo sam soočila, ne, zberi 5 knjig, razmišljajte o tem. To je tako težko. Katerih 5 knjig te zares določa, ne? In res ugotoviš veliko o tem, kdo trenutno si, ne? Ja, tako da na koncu pričakujem diagnozo, kar naslov, obljubljate, poverti, kdo si. Pred tem rabim še eno knjigo imam, da mi rešim. In še karta ima noter. Aha, dobro. Alejandro Hodorovski in Marijan Kosta. Tudi v italijanščini bom kar tebi prepustila, da naslov lepo prebereš. Zasilen prevod. Metagenealogija, družina, zaklad in hkrati past. Hodorovskega imamo sicer prevedenega tudi v slovenščino, pri novogoriški založbi eno je šla njegova obsežna psihomagija in še malce manj obsežna, kako je že naslov, čarovnice. Aha, tako. Ampak ti si izbrala knjigo, ki ni oziroma ni še prevedena. Kako pa se ta povezuje z ostalimi s tem, o čemer sva zdaj govorili? V bistvu prav s tem, o čemer sem zdaj govorila, ne, s tisto mojo levo platjo, ne toliko desno in zdravo razumsko. S tem, da kljub temu opravljam v bistvu zelo intelektualen poklic na eni ravni, se vsega tega zelo racionalno lotevam, je hkrati en velik močan mene, ki sem ga dolgo let zatirala, ki je potem kar naenkrat bruhnil, ne. In si pa ne dovolim, da bi to prišlo v kakšne preveč novečevske prakse, čeprav včasih že, zakaj pa ne? Vendarle določeni deli naše psihe, ko praviš, da se z Jungom ponovno verjetno, ne? Zdaj srečuješ, ki potrebujejo tudi to. In psihomagija od Hodorovskega so ene take prakse, ki so zame popolnoma sprejemljive, ne, ugotavljam. Ker so izvirne, tančne, tudi delujejo včasih, čeprav še vedno včasih se tega lotevam, ampak me je nagovoril. Predvsem zakaj? Seveda je to človek, ki je vase sprejel in zelo globoko in izkustveno in neposredno sprejemal različne duhovne, šamanske, magične prakse, česar sama nisem. Ampak naredil je sintezo, ki ti omogoča, da si to, kar si v svetu, kjer si rojen. So rekli, da so se, Tina je bila moja učiteljica joge, da povema še to. Verjetno tudi to razlog, zakaj to sediva. In posledica je bila, da se je Andreja prepoznala v svoji kulturi. Res je. Ja. A smo lahko zelo neposredni. Mislim, lahko vse povem. Vse je tako že vse povedala. Ja, to mi je pa kozmetičarka povedala. Začeli smo z močnimi ženskami in ne bom o Evi, ampak bom o psiheji, o psihi. Gospa je seveda Steinerjevka, Rudolf Steiner, ne? Kozmetičarka. Kozmetičarka. In se pogovarjava in pravi, mislim, za me je bila to izrazito močna duhovna izkušnja, ne? Vse ostalo potem je nepomembno. In pravi, joga, veste, jaz se razumem. Ste šli pogledat, odkot izvirate, ampak to ni vaše. In sem šla od kozmetičarke zaprepadena, ampak to je bilo še v zelo goreči jogijski fazi, ne. Tudi joga me je spremljala dobro desetletje, ampak se mi zdelo, vendarle pa ja. Potem pa raziskovanje svojega arhetipa, to, kjer je energija, ki te hrani, ki te polni, to moram govoriti v taki terminologiji, ker mislim, da boljše ni, morda je boljša samo pesniška, ne. In to je pri
primorska, to je absolutno Istra, to je vse to, o čemer govori moj priimek, nekaj izhaja iz tržaškega krasa, pa vendarle predniki niso, tam so iz Notranjskega, vse to. In to Hodorovski lepo omogoča, ne? Nekaj časa. Je pa zanimiv tudi ta naslov, mogoče, če nam še poveš, na kak način se tega loteva v tej knjigi. Družina, zaklad in hkrati past. Že ta naslov sam je kar zgovoren. Kaj več še pove? Kakšna metagenealogija tudi zveni kot neka taka veličastna teorija? Veličastna teorija, neizvrstenje v tvorjenkah. Ja, ne vem, kako bo to v slovenščini. No, psihomagija že lepo funkcionira. Ne vem sicer, kakšno publiko to nagovarjam. To je strašno ferberci, ampak ja. Spoznala sem ga pa preko darila, ker mi je skupna prijateljica podarila za novo leto tarot. Naslov je tarot. Torej, teorija Hodorovskega o tarotu in me je v trenutku prevzelo. V bistvu te plasti, zdaj že malo vidite, kako se vse skupaj meša, podobno kot pri Cvetajnu. Te plasti hermetične naše kulture. In stvar me govarja še vedno, preprosto zato, ker govori jezik znova zelo mitološki, ki ga razumem, ne, kot jezikoslovka, lahko rečem. Govori jezik, ki ga razumem. Metagenealogija se tudi, vidite, že na platnici, ne, so karte tarota. Je sistem, ki ti zelo hitro in enostavno razloži skozi podobo, kaj se v tebi trenutno dogaja, ne? Tako da uporabljam to za neke vrste meditacijo. Hodorovski sicer sam tudi izjemen režiser, umetnik, precej odštekan model, če si skozi Itališčnik. Prvo, no, to je, ko so bili pri napaki, pa pri slovenskem arhetipu, pa pri teh stvareh, ne. Hodorovski rad pripoveduje eno zgodbo, pa mislim, da je to iz Kabarja Mistiko, iz nova knjiga, ki ni prevedena, sem italijanščini brala, zgodbe, ki pomagajo živeti, ne. In pripoveduje zgodbo o Muli Nasrudinu, norčku in mistiku islamskemu, ki hodi po poti in ob poti sreča človeka, ki ima tam kup čilija, pekočih feferonovih zoba. Se mu cedijo solze in trpi in je rdeč in ga naivni sveti norček vpraša, ja, zakaj pa to počneš? Plačal sem jih, kupil sem jih in jih moram pojesti do konca. To je ena od mojih zgodb. Mislim, da na take preproste načine in to je tudi tarot taka stvar, ki je absolutno nagovarja. Preden sem se s tem ukvarjala, recimo prav pri ruski moskovski analitičarki na kavču, so se mi zgodili sanje s psičkom. In motiv, ki sem ga potem našla v tarotu, ne. To je bil čas, ko absolutno nisem o tem razmišljala racionalno. Morda sem kje pobrala v preteklosti, ampak res dvomim. Norec, nič ta karta, nič ta energija. Ja, zakaj še metagenealogija, ker ponuja konkretne načine za soočanje s tistimi najtežjimi stvarmi v našem družinskem drevesu. S tistim, kar so babice zamučale, o čemer niso govorile, kar ne gre, ne. In recimo, en tak primer je postaviti fotografije družinskega drevesa. In če je nekomu iz tvojega družinskega drevesa manjkala določena plat, recimo, da je bila ena ženska preveč Eva, pa premalo psiha. In to danes tebe mori, ne, kakva prababica. In pa zraven postaviš kakšno psiho. Kot da bi svoji prababici, ki je življenje preživela samo med kravami in polji, postavila Marino Cvetajevo zraven, recimo. Kar mogoče počenje. In to raziskovanje obrodi take zanimive plodove. Recimo, zvedela sem, da je prekmurski pradedek zaigral, zakvartal domačijo in bil prisiljen na delo v Parizu, blizu Pariza. Predvojna Francija je to bila. In ker je bil bojem, ker je zakvartal v domačijo, najprej si je naročil cigansko bando, da so mu cigani igrali na postavi preden je odšel. Zanimivi so me pa pri tem odzivi bratrancev, ko pripovedujem, ker tega ne vejo.
in imajo težave v življenju, ker so morda posebni v družini, ne? Torej bele vrane, da ne rečem črne ovce. Mislim, da so bele vrane primernejše v tem primeru. Je trenutek, aha, pa res, ja, saj to tudi imamo, ne? Absolutno. Tako da, v take smeri hodim s Hodorovskim. Super, Andreja. In mogoče zdaj na tem mestu že kako vprašanje? Ja? Ko si govorila o modernizmu, ne, pa to bo konkretno, pa misliš, da je to res minila ta faza? Ne, absolutno ne. Mislim, ta faza ni minila, ampak samo sem se okušla, bogokletno. Ne pri tebi, to nasplošno. Nasplošno? Ne, absolutno ne. Vidimo, da ustrajajo najstarejši načini mišljenja, treba se jih zavedati, ne? Zavesti govorim. Kot bi nekako vsa stoletja živela hkrati pravzaprav. Ja, tako, hkrati nas. Absolutno. Mislim, da se tako strastno z enim določenim obdobjem ukvarjaš, mislim, da to nekaj pomeni. Da absolutno, da te to nagovarja na en način, s katerim se dobro vprašati, zakaj. Jaz sem se spraševala, zakaj, ne? Zato, ker sem bila sama zelo taka, črno ali belo, dobro ali slabo. Skozi vse te procese pa vidim, da ni več tako. Zato bogokletno, pa kar so me malček zasmehovali nekateri. Recimo, nekdo mi je o Dostojevskem razlagal, pa bom vedela kdo, ampak ja, to je pa literatura za najstnike. In sem se hudovala dobrih 5 let. Kako je Dostojevski lahko literatura za najstnike? Je, ker predeluje na en določen način, zelo specifičen način, teme, ki so aktualne za najstniško razmišljanje. Ne? S tem, da to vse danes obstaja. Mislim, ne bi obsojala, ampak pravim o neki vrst tej psihozgodovini. Pa 40-letni najstniki. Ja, no. Na profani ravni se to danes dogaja. Ja. Mislim, da večina ljudi sicer ne pride še v to najstniško dobo, da bi se soočal s Dostojevskim. Tako da mnogi ostanejo še nekje še prej. Hotela sem te pa povprašati še tudi zdaj o knjigi, o kateri pa nisva nič rekli, pa si razmišljala, da bi jo prinesla seboj in odpira tudi zanimivo vprašanje naše kulture, našega načina razmišljanja, naše kulturne napake in s katero bi mogoče tudi zaključili. To pa je? A pravopis? Ja. Ja, tako pridno sem se skrivala pred javnostjo, ne vse ne, da se zdaj obelodanjam, ampak lektorica sem, ne, in v tem strašno uživam. S tem nisem bila nikoli dobra jezikoslovka v tem smislu, ne, in še zdaj marsikaj spregledam. Ampak, ja, v bistvu so pravila pravopisa, je knjiga, ki me je zelo zaznamovala zadnjih 10 let najmanj. Ne, in predvsem s tem sem začeli, s to kulturo napake, s tem, zakaj imamo Slovenci tako radi pravila, ne, in normo, ki jo zelo cenimo. Druge kulture se s tem absolutno ne ukvarjajo tako. Že romanska, ne, kakšen pravopis, kakšne vejice konkretno, to smo mogoče na to germansko zelo navezani. Ja, razmišljala sem o tem, da bi bilo vendarle bolj zanimivo kot tu tarot vleč. Zakaj? Vam bom pa tako pokazala, zakaj. Namreč prav Hodorovski, ja, karte, tarot, ta glavni asi so v bistvu, ne? Ki tako še vedno na mitološki način razlagajo naše notranjosti. Meni je lažje razmišljati o sebi, zato ker tudi čustveno nagovarja. 4 elementi, ne? Denarji, kovanci, materialnost, potem so tu palice, paštoni bi rekli misli, kreativnost, seksualnost, materialni center, naše telo, potrebe, seksualnost, kreativnost, drugi. Potem so tu čaše, kupe, bi rekli v Istri, voda, srce, čustva, emocije in sablje, špade. Intelektualni center, ki lahko preraste tudi v duhovnega.
In sem želela vse ostalo skriti pred vami in pokazati samo to, ampak to ne funkcionira. Tako da namesto pravopisa sem raje karte prinesla. In namesto kazati sem to, se izpostavlja v bistvu vseh 4, se mi zdi. Tako s pripovedmi o babici in o verjetju v duhove, v onstranstvo na eni ravni, kot z vsem ostalim. Mislim, to je dobro sobivati z vsem, kar nas naseljuje in ko se pogovarjam z ljudmi, ki so tale čustven center recimo naselili zelo z tem racionalnim, ne, ki ga prekrivajo in ne priznavajo skoraj da ničesar, kar je v tej zadnji knjigi, pa tudi Tarota posledično. Z njimi se o tem težko pogovarjati. Pa bi bilo morda dobro, da se vprašajo, zakaj. Tako da pravopis je ostal doma, bo ostal priročnik še nekaj časa, ne dosti, ker dobivamo novega. Ne tako kmalu, ampak bo. Jaz sem pa tu. Živa knjiga nekako. Ja, res, Andreja. In čudovito si nas popeljala skozi te fascinantne svetove. Še kako vprašanje, še zadnja priložnost, če ne bomo rekli 3, 2, 1, prodano. In Andreja, mislim, da si nam odprla veliko poti, po katerih lahko zdaj še naprej hodimo s pomočjo knjig, ki nam jih priporočaš, tiste, ki jih razumemo, tiste, ki jih ne razumemo, je bilo krasno slišati, tudi rusko žuborenje. Imaš mogoče še kako pesem za konec? Začeli smo s Pasternakom, rekla si, da si izbrala 2 pesmi, če sem si prav zapomnila in se mi zdi, da bi mogoče bilo lepo, da z njim tudi zaključimo. Boris Leonidovič, z iste zbirke, ko se razvedri, v bistvu nekaj, kar potrebujemo tudi v tem času. Ker je na nek način se mi zdi, ko berem vse, kar se je dogajalo okrog ruske revolucije in tako, in tudi začetek stoletja, tako podobno je, tako strašljivo podobno je, da jemlje sapom. Ampak no, pojdimo v drugo smer. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтоб в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышат будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долгой не оступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Ne, ni lepo pomemben biti, navzgor ti ne pomaga vtis. Ni treba kartotek voditi in tresti se za rokopis. Cilj pesnjenja je sebe dati, a ne uspeh, ne prazen blišč. Sramotno zgodba je postati v pomenkih vseh, a biti nič. Živeti znaj brez samozvanstva, tako da končno bi zbudil ljubezen širnega prostranstva in čul prihodnosti poziv. In prazna mesta raje spravljaj v sodo, a ne na papir. Življenja celega poglavja na rob beleži venomir. Potapljaj se v neznano, skrivaj globoko v njem vsak svoj korak. Kot skriva se v megli krajina, ko vladata tema in mrak. Prešli po živi sledi drugi pot bojo, kodar ti zdaj greš. Razbirati pa v svoji strugi, od zmag, porazov sam ne smeš.
Ne smeš nikoli odstopiti od lika svojega za las, a moraš živ, samo živ biti, ves živ do konca in ves čas. Še eno kitico bi rada ponovila, ker je ta tista ključna. Prišli po živi sledi drugi pot bojo, kodr ti zdaj greš. Razbirati pa v svoji strugi od zmag, porazov sam ne smeš. Jaz bi pa ponovila še to kitico tudi, če smem. Ne smeš nikoli odstopiti od lika svojega za las, a moraš živ, samo živ biti, ves živ do konca in ves čas. In bi rada nam to vsem zaželela v letu 2016, ker smo še v tem prvem ponovoletnem tednu in se take dobre želje še spodobijo. Andreja, hvala. Mislim, da je bil večer najin živ do konca in ves čas. In moja diagnoza bi bila, da si taka tudi ti. In da tisti vers priti vsemu, kako je že tista prva pesem, ki je bila vodilo za Marino Cvetajevo? V vsem priti do samoj suci. Vsem priti trmasto želim si k pravi zveru, pri delu, odkrivanju poti v srca nemiru. Tako. Mislim, da je dovolj diagnoz. Tako da hvala vsem, ki ste prišli, ki prihajate. Prihodnjič se ponovno srečamo prvi četrtek v februarju, 4. februarja. Gost se še išče, ampak gotovo bo. Tako da pridite, gotovo bo to zanimiv človek, ki bo prinesel zanimive knjige. To je vse, kar lahko povem za enkrat. Andreja, tebi pa še enkrat hvala za tvoj duhovni in tudi fizični doprinos v obliki knjig, ki jih ni bilo lahko prinesti, tudi fizično. Hvala.